pa prosil Gašparja Blažiča, ki v prvem zborniku ni sodeloval, vendar, če sem ga prvo razumel, po izidu našega zbornika je poslal svoj prispevek, da v primeru, če s tem projektom nadaljujemo, da ga objavimo. In kot tak je objavljen v tem drugem zborniku. Prosim. Hvala za besedo. Spoštovani vsi navzoči. V svojem prispevku v zborniku sem skušal na nekoliko esejističen način odpreti temeljna vprašanja in dileme slovenske državnosti. Ne bi rad ponavljal tega, kar sem napisal. Rekel pa bi, da se Slovenija v tem trenutku sooča zlasti dvema velikima izzivoma. Prvi izziv je globalni, to pa so migracije. Mogoče v tem trenutku še ne čutimo tega. Mednarodna skupnost nam sedaj ponuja mačka v žaklju, torej globalni dogovor o migracijah, za katerega niti ne vemo, kaj vse prinaša s seboj. Dobil pa je svoj datum uresničitve, to je 10. december letos, to pomeni prav na 70-letnico splošne deklaracije o človekovih pravicah, pri čemer vsaj 3 od njih tudi ta dogovor o migracijah ukinja. To je pravica do svobode izražanja, pravica do varovanja svoje lastne nacionalne in državne identitete ter pravica do varnosti. Drugi izziv pa je nedokončana tranzicija, to je pravzaprav bolj tipično slovenski problem. Lahko bi temu rekli tudi retro-tranzicija, ker se nekako vračamo nazaj v obdobje pred leto 1990. To se pravi, naša država je saj teoretično nastala kot diskontinuiteta s prejšnjo državo, Jugoslavijo, ter njeno ureditvijo. V praksi pa očitno to ne drži. Zavožena tranzicija je bila pravzaprav že diagnostificirana že pred 20 leti. Spomnimo se zelo odmevne 206. številke Nove revije, to je zbornik Sproščena Slovenija, raznih javnih izjav, intelektualcev, pa tudi odlično študijo o elitah, ki jo je izdelal profesor Frane Adam, ki je tu med nami. Žal pa lahko gotovimo, da vse, kar je bilo zapisano za tedanje razmere, pravzaprav še vedno velja, s tem, da so sedanje razmere še dosti bolj zaostrene, nažalost. Slovenci svojih potencialov ne bomo mogli uresničiti, če ne bomo opravili zlorabo demokratične procedure s starimi omrežji, zgrajenimi na ostalinah komunističnih tajnih služb in mafijskih klanov od balkanskega bojevnika dalje. Predvsem pa nas tepejo iluzije, ki zakrivajo realnost. Prva iluzija je ta, da je slovenski politični prostor resnično demokratičen, kjer v izvoljenih predstavnikih ljudstva odločajo zgolj ljudje na volitvah in nobeni gremi in nobene globoke države in tako dalje. Žal temu ni tako. Ob tem naj omenim samo sumljivo dogajanje na ljubljanski upravni enoti v zadnjih 2 mesecih, kjer so se morali uslužbenci soočati z ogromno mas ljudi, ki je želela še pred lokalnimi volitvami doseči registracijo stalnega bivališča v Ljubljani. Dokazano striktno to sicer ni, ampak domnevam, da se je moralo nekaj dogajati, ker je bila razglašena stavka na upravni noti. Druga iluzija pa je podoba slovenskega političnega spektra, ki ga obravnavamo kot sestavljenega iz 2 simetričnih polovic, to je leve in desne. Vendar tu ni nikakršne simetrije, ni izhodiščnih enakih zmožnosti. To, kar mediji v Sloveniji imenujejo levica, z malo začetnico, je dejansko konglomerat političnega, gospodarskega in medijskega imperija, ki ima povsem izrazite mafijske korenine. Presenetljivo pa je, kako nasproten, torej demokratični oziroma pomladni tabor še vedno živi pod vtisom teh iluzij in pri tem ves čas izgublja. Pričakovanja, da bodo letošnje državnozborske volitve vse postavili na pravo mesto, so bila povsem nerealna. In spet bo sledilo 4 leta zamujenih priložnosti, vključno z dogajanjem v zadnjih dneh, kot smo slišali, napad na oglaševalce in na medije. Slovenski družbeni prostor se lahko očisti, če se bomo državljani odločili za to, z odločnim civilnim odporom pod vodstvom civilne družbe, prelaganje odgovornosti zgolj na stranke in ob tem pričakovati, da bodo v okviru povsem deformiranega političnega trga zmagovale zdrave ideje, vsebina in program, pač ne zdrži več.
Izkušnje kažejo, da tam, kjer so razmere povsem deformirane in kjer je civilna odgovornost državljanov uspavana, ne zmagujejo boljši, ampak tisti, ki najbolj uspešno izrabljajo prednosti svojih povezav z mafijskimi botri iz ozadja. Tudi zato je brezpredmetno, da v razpravah o slovenski prihodnosti, da se pretirano ukvarjamo s strankami in s političnim marketingom, če nismo zmogli doslej razrešiti najbolj osnovnih dilem za voženje slovenske tranzicije. Hvala lepa.